večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Slaba podjetniška klima in grožnja z visokimi davki na dobiček so na koncu pripeljali do tega, da Slovenijo danes zapušča prva lastovka. To je ajdovski Pipistrel. Ivo Boscarol bo v naslednjih dneh sedež podjetja preselil v Črno Goro, ki slovi kot ena izmed davčno najbolj ugodnih držav na svetu. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da ni edini, v kratkem naj bi mu sledila tudi Igor Akrapovič in Marjan Batagel. Poglejmo najprej v ajdovščino. Danes je za ajdovščino črn dan. Družba Pipistrel, ki naj bi letošnje leto zaključila 40 do 50 milijoni evrov prometa, se je odločila za selitev v Črno Goro, kjer je davek na dobiček zgolj 9%. Ivo Boscarol, ki je to potezo napovedoval že nekaj časa, a ga očitno niso jemali resno, je za bučke povedal tole. Nočem iti, ampak, boljše, da grem, dokler sem še svoboden. Če bo šlo tako naprej, bodo kmalu vsi slovenski podjetniki bežali ali pa viseli z dreves. Pipistrel odslej ne bo več slovenski ponos, ampak uspešno črnogorsko podjetje. Da bi bil udarec še večji, se del ajdovske proizvodnje seli na Irsko, kjer je obremenitev plač med najnižjimi v Evropi. Pri nas delajo inženirji celega sveta, tako bo tudi ostalo naprej. Zaradi selitve jim bom zdaj lahko povečal plače, manj državi, več ljudem. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi opuščene Pipistrelove hale že najel Fruktal. V njih naj bi skladiščil gnilo sadje. Vlada je v sporočilu za javnost zapisala, da je odhod Iva Boscarola velik udarec za slovensko podjetništvo. Premier Marjan Šarec pa je povedal, da obžaluje to, po njegovem mnenju, preuranjeno potezo. Razočaran zagotovo. Razočaran, o tem ni dvoma. Sem upal, da bo kakšen pogovor na to temo še mogoč, da razrešimo ta vprašanja. Sploh pa mislim, da ne bi smeli metati hrane skozi okno, dokler so krožniki še na mizi. A kot se kaže, je to šele začetek. Selitev davčno ugodnejše in bolj stabilno okolje napovedujeta tudi Igor Akrapovič in Marjan Batagel. Posebej za bučke sta razkrila svoje načrte. Jaz sem že sam nekako osebno pokontaktiral v Bahrajn in smo se kar hitro dogovorili. Tam namreč davka na dobiček sploh ne poznajo, tudi nekaterih drugih ovir ni tam dol. Okoljski predpisi, delavske pravice in vse to moraš tle upoštevati, tam dol pač ne. Žal moram povedati, da bomo verjetno do konca leta Postojnsko jamo prestavili tako, da bo država ostala brez prvovrstne turistične lokacije. Jamo bomo skupaj z vlakcem preselili na Tajsko, ker se je pokazalo veliko zanimanje za jamski turizem, bolj malo pa za dohodke upravljavcev. Pri premiku jame bodo pomagale tudi ZDA, oni imajo močne šleparje. V Velenju je zdaj z nami Matej Lahovnik. Lepo zdrav. Povejte, kako komentirate selitev sedeža podjetja Pipistrel v Črno Goro? Sploh ne vem, kaj ne rečem. Še zdaj ne moram verjeti, da se to dogaja. Bil sem prepričan, da bo vlada razumela signale, ki jih je dobivala od podjetnikov in zbornice. Pa ni. To je katastrofa za Slovenijo in hkrati velika sramota za to vlado. No, že dobro, pa prisluhniva, kaj o tem pravi podjetnik, ki se je že pred leti na pol preselil v Las Vegas. Seveda, v tej državi se spet odganja najboljše. Jaz sem se zato že zdavnaj odselil v Vegas, tako da mi zdaj razmišljamo, da tudi sedež družbe počasi preselili v Las Vegas, kle se očitno vladi malo trga. Je še kakšna možnost, da se ustavi ta norost? Težko. Vladi se trga, pa se trgatev sploh še začela ni. Predsednik Šarec bi se moral že zdavnaj odpovedati levici in se distancirati od njenih socialističnih blodenj. Edino, kar bi morda ustavilo ta trend, bi bilo to, da se vlada nemudoma odpove spremembam na področju kapitalskih dobičkov in vsem podjetnikom odobri zajetne subvencije. Matej, hvala za ta pojasnila. Ni problema. Mi pa poglejmo v državni zbor. Stranka Levice je danes dobesedno izginila iz parlamentarnega življenja. Poslanci koalicije s predsednikom Židanom na čelu so jo iskali celo dopoldne. Kje so se skrivali in zakaj so to počeli, lahko samo ugibamo.
Hej, kam? Na WC. Tam jih niso že vse pogledale. Dostal se. V menzi je treba preveriti. Da sem bil že 2-krat. Jebe ga. Za kosilo je golaš pa čufti. In kaj pol? Oni so vsi vegiji. O, Tanko, Slišim, da imate probleme z levico. ma gre se ene skrivalence. Skupno unečijo lepo. Ja, jutri jih bom. Mater sem se vstrašil, skoraj me kap trofla. Ok, ti pa poglej v klete. Ma ja, grem zdaj. Javim če kaj. Po poslanski skupini preveri, tam se rodi skrivajo. Luka, Živjo, kaj je? Židan te išče. Vem, ja. Dobar dan. Lej, Dejan, kaj ti bom povedala? Tuk poslancev se zateče k negativnemu vedenju samo zato, da bi pritegnili pozornost. Samo zato gre, ne za Se pravi, da drugega. sprejmemo njihovo igro. Dobro, Ampak ne pretiravati, ne pretiravati. razumem. Ker če ne bojo dobili tuk pozornosti, ki si jo želijo, tuk se jih ahtati, da ne bo začel napadi besa, jok, jakal bodo, prepiri, razpala bo vlada koalicije in na koncu bodo še predčasne volitve. Dajmo še tam pogledati. Kaj je tukaj? Olej, Kordeša, ste ga našli? Ja, smo, Dejan, hvala, malenkost. Super, kje se je pa skrival, da ga nismo našli? O, rajš ne sprašuj. Na skrajni leve, a ne? Ja, pa še kje? Izvolje. Tišina, prosim. Gospodje z levice, prosim, da pojasnite, kaj se greste. A se vam zdi to zabavno? Meni ne. Nam pa ful! Ojoj. Eni štekajo, eni pa ne. Pa ne zato, ker ne bi imeli smisla za humor ali pa se mi ne bi zdelo smešno, ampak ker se na poslance levice vedno gleda kot na drugorazredne, mogoče celo, to je moje osebno opažanje, se na nas celo izogibajo na hodniku in se nam smejijo za hrbtom, ko nas pa potrebujejo, smo pa dobri. Hvala za besedo. Prosil bi te, da se v bodoče ne gremo več teh iger. Podpisali smo protokol, ki se ga treba držati, drugače bo iz parlamenta rato vrtec, a ti je to jasno? Marcel, pozdravljen. Žjo. Podjetniki odhajajo, poslanci se skrivajo, kaj se dogaja v tej državi. Ok, glej, jaz bi v tej situaciji uporabil en lep srbski pregovor, ki pravi, ljud jebe zbunjenok, ne. Pa je kdo, ki lahko preseka to kaotično situacijo? Ta trenutek ga ne vidim, ne. Lahko bi predsednik države, pa nimate avtoritete, niti kredibilnosti, ne. Zdaj, če bi se podjetniki selili na Instagram, ne, ok, ne, mogoče, tako pa dejansko ni šanse, ne. Dej, situacijo bi lahko presekala gospodarska zbornica, ampak živeti tako globoko v neoliberalizmu, da se ven ne vidi, ne. Je Levica, stranka, ki ni ne v vladi, ne v opoziciji, res tako problematična? Glej, Levica je ena sodobna politična sila z 10 poslanci, ki se bori za bolj pravično porazdelitev kapitala. Ne. Z njo dejansko ni nič narobe. Ne. Tukaj gre za trg različnih svetov in pa konceptov. Ne. Neoliberalizem je gnil in če ne prej, ga bo dejansko pokopala naslednja finančna kriza. Ne. Marcel, hvala za ta pojasnila. Ni za kaj. Karel Erjavec je ena najbolj prepoznavnih figur slovenske politike. Od 13 vlad je sodeloval kar v 6, za seboj ima že 12 let ministerskega staža, v čemer celo za 3 leta prekaša legendarnega Dimitrija Rupla. Sidoči je praznoval okroglih 10 let statusa varovane osebe in kot sam pravi, si življenja brez varnostnikov sploh ne predstavlja več. Na Erjavčevem žuru je bila tudi naša kamera. Dobra žurka, Karel. Ja, hvala. Upam, da bomo pol mal pomigali, da namo sam tako stali. Ja. Na zdravje, minister. Kaj, jaz vodo? Vozi, veste, Ja, vozi. zato so pa šoferji, Ja. tako da se ga Saj danes bo v se. izi nabijamo. Ja, sej bo se. On je bil minister, ki sem le še v srednji Ja, šoli. v polovici vseh vlad. Ej, Karel, ti si taka legenda, ne? Na zdravje, gospod predsednik. Hvala, čin. Ja. Vino je resnica, Bomo videli. Na zdravje. Marjan, Na zdravje, Alenka. lahko bi vsaj en deci vina Ne, danes ne pil, smem, da sem boš v tako kot službi. Miro. Ja, ne gre. Če se mudi, pa samo modre luči. Ej, aj še kje kaj vina? Levo, desno, gor, dol, njega nič ne zjebe. Glej, kako se drži, Da kada ga je je on premijer. Ja, kle se pa kar veliko pije. Pa se imamo vsi šoferje. Ja. Ja. A misliš, da ga vmes jaz 2 leti nisem imel šoferja, ker sem bil minister za okolje, pa sem pa odstopil zaradi kant. Gospoda, lahko prosim samo ena izjava? Ja, tle je. Ne, vas bi si želel. Ja.
Ja, dober, bom pa jaz, a ne? Ja, hvala. Kaj čemo? To imaš pa za spomin. Gospod minister, kaj vam pa največ pomeni? Ja, največ mi pomeni to, da ostajam varovana oseba, tako da bodo fantje, kar skrbijo za mojo varnost, ostali še naprej z mano. A veste, v 6 letih se spletejo ne samo poslovne, ampak tudi prijateljske vezi, pa še zelo praktičen je. Recimo, vedno smo vsaj 3 za ta rok. Poglejmo na tuje. V Beogradu so se natakarji spet pomerili za naslov srpskega konobarja godine. Tudi letos je prepričljivo zmagal Aleksandar Vučić. Poglejmo. Evo, 2 porci leskovačkih mrščovane, kaj jedeš. A gde je strada? Gde su ove striptizete, glumci i fudbaleri? Ima ih gore. Evo, dolazi šef sale Vučić sa čevapima. Ajde da sklonite vi to. Ajde bre, skloni ovu pepeleru. Gledaj bre, gde je kajmak, gde je ajvar? Šopska ima u podrumu. Evo, izvolite. Nosi slivovicu bre. Daj još 5 čevapa. Zovu sirotinu i štampe. Pa gde je Tanju? Evo ga. Ko je gladan? Evo, a nema priloga, da. U redu. To je za vas, sirotinje, evo, uzmi. Ajde, momci. Što gledaš? Jedi. Jebot. Po velikih problemih z izščasom si je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker že toliko pomogel, da spet lahko hodi sam. Njegova kredibilnost je tako na psu, da nastopa le še v ponovitvah otroških oddaj. Poglejmo. Otroški oddaj še nisem Super. nastopal. Dragi gledalci in gledalke, ne, voda z okusom. Upam, da ni Marelica, te ne maram. Dragi gledalci, v nocojšnji oddaji imamo zanimivega gosta, ki prihaja naravnost iz Bruslja. Gre za enega najpomembnejših evropskih politikov, ki je znan po tem, da tu in tam ušpiče kakšno neumnost. Poglejmo. Misterij, koji bi trebala Ruska federacija izpljuniti, Jean-Claude. On se inače voli poriti, ljubiti stalno, tako da je to pragmatično. Neverjetno. Se pravi, vi ste ga objeli, potem pa ste ga prijeli za zadnjico, je tako? Zadanko. Pa je to običajno, da se politiki grabite za riti in igrate skrivalnice kot banditi? Politika je šel biznis. Zabava? Ja. Se pravi, da ga žurate veliko? No, to ravno ne. Vidim, vi furate imič nekakšnega sociopata. Ko se ga napijem, se rad družim z ljudmi na socialnih medijih, zato manj cajt, rad kaj špičim, ampak moraš mal upoštevati razum. Valjda vsega liš ne smeš objaviti, ne? Je pa en zanimiv posnetek, kako ste prestrašili Mira Cerarja, politika iz mehne in nepomembne Slovenije. Poglejmo si ta posnetek. Ne, kdo je ta kreten? Ti si, dober si me, sam čist mrzle roke imaš. Hvala za vaš čas. Ja. Bruhal bom. Pejte za šank. Kje se pride tukaj ven? Konjak čaka, kar z mano pejte. Okay. Zadnje parlamentarne volitve so odnesle marsikaterega vplivnega poslanca. Eden takšnih je prav gotovo Vinko Gorenak, ki ga zdaj pozdravljam v Vršni vasi nad Zibiko. Dobar večer skupaj. Že kaj pogrešate z poslanske klopi? Veste, da niti malo ne. Ko gledam tale cirkus, ki ga v državnem zboru trenutno uprizarja stranka Levice, me kar srd prime. Res, ja. No, ja, je pa tragedija za Slovenijo, da so nam spet ukradli volitve. Tega ni nikjer. Da zmagaš, potem si pa v opoziciji. To je možno sam pri nas. Bili ste nepogrešljivi član dobro uigranega orkestra Slovenske demokratske stranke. No ja, če imaš dobrega dirigenta, je vse ostalo mala malca. No, predlagam, da si ogledamo arhivski posnetek, ki dokazuje, kako ritmično in usklajeno je delovala vaša poslanska skupina. Kam naj grem, ko nam bo težko, ko bo prišla huda ura. Še sam ne vem, kaj je hujš, Ikea, router ali propadla mura. Je to, a jaz Slovenka sem. Slovenka, bom ostala, mislim, še kikalca prodala bom in za narod dala. Za srečo. Zdaj smo kojen kos pohištva, vredni manj kot ene zofe, ko bi vsaj si na Trojanah lahko pa vošil kakšne klofe. Mene bom bengoval. Počutim se kot vrtni palček, ki padal je z dežja pod kap. Bi res dala
Za narod dala Eva, hvala, ti ena si najboljših bab. Jo, kaj pa jaz? Tudi jaz bi dala. Slovenka sem in Slovenka bom ostala. Še kikelco prodala bom, ostalo je pa stvar interpretacije. Kaj? A ni bilo v redu, ali kaj? No, slišim, da vam pa sicer ni dolg čas menda ustanavljate nekakšno šmarsko vardo. Dajte, no, da čisti konstrukt levice. Vsa resnica je ta, da imam par prijateljev iz policije pa vojske, ki pridejo kdaj na obisk, pa zraven prinesejo pištole pa malo municija, pol pa tamle malo streljamo v tarčo, brez skrbi, ne rušimo ustavne ureditve. Gospod Gorenak, kaj ne rečem, še veliko lepih trenutkov v pokoju. Sam to bi še rekel, če smem. Dragi Janez in prijatelji, ustrajajte, ker bo ta trud enkrat poplačan. Nasvidenje. Lahko noč. Mi pa se kmalu vidimo, po kratkem vdihu bosta na vrsti šport in estrada. Dobrodošli nazaj, smo že pri športu in z nami je Zmago Sagadin. Dober večer. Zmago, kaj se dogaja z našimi velikimi športnimi zvezdami, da nimajo časa za slovensko reprezentanco? Ja, običajno je tako, da so ali poškodovani ali pa jih maltretirajo v klubih. Je pa po svoje škandal, da najboljši nogometaš, najboljši hokejist in najbolj talentirani košarkarji vseh časov s tako lahkoto odpovedujejo udeležbo na reprezentančnih akcijah. Da to ni prav, se strinjajo tudi legende našega športa. Poglejmo. Jaz razumem vsakega človeka, pride do nesporazuma, nekomunikacije, neke napetosti, sranja. Ampak stvar je taka, ko te pokliče reprezentanca, greš, ne? Ker vsak napad, vsaka obramba je za tvojo domovino. Vsak tekmovalec se sam odloči, vsak pri sebi najbolj ve, kaj mu odgovarja, tako da nekateri igrajo z ljubezni do športa in so vedno zraven, drugi se pojavijo sam, ko se jim to splača, ni pa izključeno, da jim niso udeležbe prepovedali v njihovih lastnih klubih. V tej ekipi jaz tudi ne bi igral s temi luzerji z vsem spoštovanjem do igralcev, pač ni teorije. Ste fukjeni. Če pomislite, da je Jan Oblak en navaden tip, navaden v smislu, ko neki fuzboler v Sloveniji. Ne. On je genijalen tip, zato pa ne more igrati, če niso fanti pripravljeni. Niso pripravljeni. On pa naj brani. V Gruziji te dni poteka 43. šahovska olimpijada. Pričakovanja naše moške in ženske ekipe so velika, saj si oboji želijo uvrstitve med 10 najboljših. Polni pričakovanj so tudi navijači, še posebej zato, ker so dobili prvo pravo šahovsko navijaško himno. Zanjo je poskrbel nihče drug kot Magnifico. Naslov je kraljica. V bistvu kraljice pa kmet. Genialno. Dvoje na robu trdnjave, spredi moraš kmete dat prave. Kraljica, dva konja in lovca, in kralj totalna je ovca. Le kmet in kraljica lahko igro to zmagata. Le kmet in kraljica sta, dovolj, da se vse to konča. Razen če se slučajno zgodi, da je na koncu remi. Genialno. Veš, in bolj v bistvu prehod štegaš, da pol začne. Jaz sem kmet, ti kraljica. Kralja čuvat, moja je pravica. Uno sam držgane. Z nami pa še kraljica estrade. Pozdravljena, Lorella, kaj pa dobrega? Čau, Slavko. Ne boš verjel, ko sem v arhivu iskala posnetke lanske kolekcije Donatelle Versace, sem čisto po naključju naletela na nekaj čudovitih bombončkov iz opusa Franceta Prešerna. Rekla sem si, to je nekaj neverjetnega, to je nekaj, kar morate, dragi gledalci, na vsak način videti in slišati. Brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo, Prašajte, da je obrak neba, prašajte, da val morja, den moči gospodar, drvic smeterje vihar. Oval vodična drugova z domača, je hiša mojega tajo detoja, ne bukate njame druga deta, velala ne bi bila ko ljubivo.
Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi, kakor hvalo. Kaj sem pa pozabil, me pa čist glave vršlo. Fascinantno, kaj ne, Slavko? Vedno sem trdil, da smo kot narod veliki toliko, kolikor so velike besede naših največjih sinov. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gledali ste Izmišljene novice. Vidimo se naslednjo soboto, lahko noč in pa miren spanec.